Po petkovem napadu v Kočevju, ko sta mladoletna pripadnika romske skupnosti pred zdravstvenim domom pretepla 15-letnega dijaka, za varnost v srednji šoli zdaj skrbita varnostnika. Za osumljenca pa je zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva preiskovalni sodnik medtem odredil hišni pripor, kar precej občanov označuje za napačno odločitev. Vsekakor se mi ne zdi to primeren ukrep. Je kdo siguren, da oni ne bojo šli ven? A so sigurni, da ne bojo šli ven? Jaz? Zakaj imamo ostale zapore in ne vem kaj še? Zakaj? To bo že sodnik videti, kaj dela, ne? Ja. Menda ve. In zakaj zgolj hišni pripor? Kdo jo nadzira? Kje? Kolikokrat na dan? Preverjala je Manca Turk. Po petkovem brutalnem napadu, ko sta se mladoletna pripadnika romske skupnosti pred kočevskim zdravstvenim domom spravila nad 15-letnega dijaka, Šibal sta ga nekajkrat tudi, pa davla sta ga. Danes za varnost v kočevski srednji šoli takole skrbita varnostnika. Varnostnika bosta na šoli prisotna ta teden, za morebitno podaljšanje varovanja pa se bo vodstvo šole odločilo skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Varnostnika delata obhode, to je po tistem zemljišču, ki je šolski. V samem šolskem prostoru, v šolskih stavbah je za varnost, mislim, da dovolj dobro poskrbljeno ta trenutek. Odločitev šole je vsekakor dobrodošla, pravijo občani, a so prepričani, da ni dovolj. To je v redu, da bo, ampak vseeno ne bo jih nič ustavilo. Nič jih ne bo ustavilo. Bojim se, da ne bo imelo nekega dolgoročnega učinka. Nič ne bo rešilo. To je škoda. Ker iza ogala se že drugo dogaja. Oni so tle stojijo, tle merkajo, ampak z ogalom je pa druga muska in pesem. S policijo in redarji bomo še naprej sodelovali, odgovarja župan, a je obenem jasen. In tukaj nam nič ne bo zdaj pomagalo večje število varnostnega osebja, ampak nam bo predvsem pomagal signal, poglejte, če je nekdo nasilen, bo za to odgovarjal in drugič, tretjič, četrtič ne bo nasilen. Jasen signal je po njegovih besedah že odločitev preiskovalnega sodnika, ki je zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva za mladoletno osumljenca odredil hišni pripor. Po neuradnih informacijah je policija enega od osumljencev v preteklosti že obravnavala. Kolikor mi je znano, mladoletnikov do sedaj sploh nikoli niso dali v pripor, ne tak, ne drugačen, ali pa v zelo redkih primerih, kjer je bila pač možnost neke ponovitvene nevarnosti, je to že en korak naprej. Se pravi, sistem je pokazal nekaj več odločnosti kot ponavadi, ampak se bojim, da samo zaradi pritiska javnosti. Tudi strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec pojasnjuje, da preiskovalni sodnik hišni pripor, ki deluje kot nadomestilo pravemu priporu, odredi, ko gre za zelo resno kaznivo dejanje, ko bi osumljenec lahko pobegnil, kaznivo dejanje dokončal ali ga ponovil. Zdaj, če gre za mladoletnika, je pripor bistveno bolj redek, torej bi morali za neko zelo, zelo hudo kaznivo dejanje, da bi se za to odločili. Tako da hišni pripor za mladoletnika je pravzaprav že za našo prakso kar strog ukrep. Osumljenci v hišnem priporu pri nas nimajo posebnih sledilnih naprav, nadzira pa jih policija. Se policija tam ustavi, pozvoni in preveri, ali je ta oseba, zoper katerega odrejen hišni pripor, res je doma. V primeru kršitev pa po besedah Šepca sledi pravi pripor.